Pisala nam je gledalka, ki je pred 3 tedni izgubila svojega očeta, danes pa se sooča s situacijami, kot so ugašanje luči, izpisovanje črke I na tipkovnici, prižiganje alarma v njegovem avtu, kot da nekdo ne bi bil pripasan. Pa še druge, nešteto drugih takih in drugačnih paranormalnih aktivnosti ali pa samo zelo nenavadnih ali pa mogoče so samo naključja. Vse to se gledalka sprašuje in danes se bomo o tem tudi pogovarjali, odgovore pa bomo poiskali pri Aniti Reher. Lepo pozdravljena, dobrodošla. Pozdravljena. Prišli smo v tisto obdobje, v tisti čas, ko so mogoče te aktivnosti še toliko bolj prisotne, več jih je. Velikokrat slišimo, da je treba dušo spustiti. To smo se tudi naučili prejšnjo leto na izkustvenem večeru, ki je bil v trenutku razprodan in tudi letos ga načrtujemo. Ampak spustiti dušo, v teoriji je to lahko, kako pa je v praksi, s čim? S prižiganjem sveč, s kadili in podobno. Tako je, ko izgubimo pod navednicami, ko nekdo od naših bližnjih gre, so čustva tista, ki osebo preplavijo, ki so še tukaj živeči. In to je dejansko čustveno spuščanje. Se pravi, čustveno se enostavno moramo odklopiti od te duše in ga spustiti. Se pravi, pomagamo si z izžalovanjem, da se izjočemo, da prižgemo svečke, pokadimo malo z nekimi kadili in tako dalje. In to naj traja eventualno maksimalno 7 dni, to žalovanje, potem je pa temu konec. Samo 7 dni? 7 dni. Zakaj je ta čas tako kratek? Prej včasih so leto dni žalovali. Zaradi tega, ker prvič je bil rojstni dan brez te osebe, prvič je bil Božič brez te osebe. In vse je bilo prvič v tistem enem letu brez tiste osebe prisotne. Danes, ker smo pa mi že toliko ozaveščeni, ker imamo že toliko na dušni ravni, toliko modrosti, ki so priplavale na plano, in se moramo zavedati, se pravi, modrejši smo in naše zavedanje je tudi višje in je treba vedeti, da dejansko dušo s tem držimo nazaj, če mi pretirano jočemo in imamo slabo vest in kaj vem, kaj še vse. Ampak kako je to recimo v dušnem svetu? Parapsiholog James Van Praagh, recimo on pravi, da se duše ravnokar umrlih, da grejo pogosto tudi na pogreb oziroma da je nek časovni okvir, ki se mi lahko z dušo pogovarjamo. Tako, to je v tistem obdobju, odkar je duša zapustila fizično telo, do nekaj dni do našega pogreba oziroma do tistega trenutka, ko dejansko pač položijo žaro ali pa krsto v zemljo. In v tem trenutku se duša gre tudi posloviti od svojih bližnjih, da znak, da je tukaj, vemo, vse tisti, ki so vse koliko toliko odprti za te sfere, zaznajo prisotnost, da se lahko poslovijo in čustveno spustijo, da potem duša lahko s svojimi vodniki sproščeno zapusti ta zemeljski svet. Ko duša recimo zapusti telo, kaj ona doživlja? Kaj se tukaj dogaja v tem, ne vem, med prostoru ali kakorkoli? A ona ve, da je umrla, a se zaveda, da nima telesa, ali misli, da je še kar živeča, a se zavest priklopi, ali greš kar takoj v naslednjo življenje, ali je dejansko to konec, kar danes že znanost govori, da ne more biti, ne? Kaj se dogaja z dušo v teh prvih urah in dnevih, ko zapusti svoje fizično telo in se označi, zapiše neka klinična smrt? Različni so ti postopki zapuščanja fizičnega telesa. Nekatere duše imajo čist enostaven ta odklop, spet druge imajo malo večji izziv tukaj, se pravi tudi močnejše bolečine. Recimo en tak banalen primer, če oseba umira za rakom, ki je že 4. stadij, pa ne vem koliko časa se že mantra muči, taka duša težje zapusti fizično telo. Tudi potem pri samem spuščanju velikokrat me tudi svojci pokličejo v ta namen, da prav pomagam dušici, da zapusti. To je kot en plašček, se pravi, naša aura je kot tisti plašček
tile gumbki, da se odprejo, nekako noče, ne mora, ker je fizično telo v krču. Ali je to res, da ljudje, ki so zelo, zelo pod različnimi ne vem, sedativi, zdravili, protibolečinskimi zadevami, da težje zapustijo telo? Ja, zato ker to so kemične sestavine, ki dejansko otežujejo sam proces, ki se po naravi pač mora zgoditi. Enostavno so te mišična, naša energija je v celicah, v mišicah, v skeletu, v telesu in od tukaj ven se ona mora, kot da bi se iztrgala, prav deluje, kot da se iztrga, ker vsa ta kemija zakrči mišično tkivo in tu potem duša težje gre. To je isto kot nekdo, ki pije dost vode, je fajn hidriran, energija lažje potuje, spet drugi, ki manj vode pije, je bolj dehidriran in težje gre. Zato je v opisu, da morajo ljudje na ta izkustveni večer kanaliziranja, pa tudi potem na delavnico prines vodo. Tako. Dobro, torej duša zapusti telo, ene je lažje, druge, ne, odvisno. In potem v tem prostoru, kdaj je pripravljena na naslednjo izkušnjo, na naslednjo inkarnacijo, v karkoli pač to že je? Čisto odvisno od njegovega dela tukaj. Recimo, če je duša vse naredila po planu, tako kot je bilo, v tistem medprostoru v astralu odvrže ta zemeljski del in koliko rabi počitka, je tudi odvisno od tega, koliko jo svojci spustijo. Duša potrebuje tisti zakonit po kozmičnem nivoju gledan počitek, da se lahko potem ponovno inkarnira. V današnjem času sicer je tako, da so te inkarnacije včasih nazaj na Zemljo, dostikrat pa zdaj v druge sfere kozmosa. V druge sfere, se pravi, nič več v zemeljski obliki. Ja. Ali lahko recimo, ne vem, velikokrat se zgodi, in tudi v moji družini se je tako zgodilo, nov družinski član pride, nekdo je noseč v družini in nekdo umre. A se kdaj lahko zgodi, da duša tega umrlega gre v otroka? Ja, to se je prej včasih pogosteje dogajalo kot pa danes, zaradi tega, ker so vibracije Zemlje same že kot take dosti više, kot so bile v preteklosti in karma se je drugače razreševala, drugi zakonik za karmo je veljal kot pa danes, recimo, ko karme več ni. In tista dušica, ki pač ni karme predelala, se je lahko prej včasih kar hitro inkarnirala nazaj, pa dalje oddelala tisto svojo karmo, tako kot je bilo potrebno. Danes je treba malo dlje časa pustiti, da se duša odpočije, da se umiri, pa potem ponovna inkarnacija. Kaj pa to recimo gledalka, ki je pisala po 3 tednih, se pravi z elektriko, različne zadeve, ugašanje luči in to. Velikrat je nekaj z elektriko, ne? Ja, zato ker to je energija. Elektrika je energija in mi smo energija. In ko je duša ujeta v času in prostoru, recimo gledalki je njen oče pokojni jasno dal vedeti, da je ujet tukaj v času in prostoru, da je tukaj in da jo prosi, da ga spusti na čustveni ravni. Se pravi, zato to pridejo narediti, ne zato, da nas kaznujejo? Ne, zato, ker opozarjajo, halo, tukaj sem, zdaj pa, ker ni več materializirana energija, ker je samo energija, je neoprijemljiva in pač kaže to na take zadeve, ki so nam nekako možno dojemljive. Se pravi, trudijo se, da nam čim jasneje pokažejo, da so tukaj prisotni. Kaj pa, če nas nekdo zapusti, nekdo umre, pa se nič ne dogaja, nobenih znakov ni nič. A to pomeni, da je šla naprej gotovo zaključena zadeva? Tako. To pomeni, da je dušica lepo v svetlovi, počiva v miru, mi tukaj smo vsi okej in to je to. Na izkustveni večer bodo zagotovo prišli ljudje, ki so v fazi žalovanja, ki bi želeli spustiti. Kaj se bo dejansko dogajalo na temo izkustvenemu večeru, potem pa še kasneje 5. 11. na delavnici?
Na izkustvenem večeru bo tekla beseda predvsem o sami razlagi, da ljudem podam informacije, kako vedo, da je neka duša prisotna v njihovih bivalnih prostorih, kako se naučijo poslušati to energijo, da znajo malo presoditi, kdo bi to lahko bil. In pa tudi razčlenili bomo določena dejstva, določene razloge, zakaj se to dogaja, zakaj ostanejo tukaj, kaj pomeni čustvena povezava, kaj pomeni energijska povezava, to se dostikrat zamenjuje. In da lažje potem ljudje dejansko spustijo osebo. Najprej mi moramo nekaj razumeti, da lahko potem spustimo. Odlično, se pravi, na izkustvenem večeru tudi kakšno kanaliziranje v živo oziroma spuščanje dušic? Zagotovo. Zagotovo. Ok, odlično, to je še tak poseben del. Potem na delavnici kanaliziranja pa bodo ljudje, kaj bodo pridobili? Tukaj bomo se pa naučili, kako dejansko odpeljemo dušico v svetlobo, kako po tem kanalu, kako vzpostavimo to povezavo. Istočasno bomo se tudi naučili, kako se zaščitimo pred nekimi neugodnimi temi entitetami, dušicami, kakorkoli želite to poimenovati. In kaj pomaga, kako je prav, da postopamo v tistem trenutku in to tudi realizirati. Hvala lepa. Hvala vam.